Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na Sedi resnice. Danes je sobota, ko nastaja ta posnetek in jaz sem v Svečini, kjer je tradicionalni praznik pomladi in ponovno je 17 kletarjev odprlo svoje prostore vsem zainteresiranim. Vse, kar moraš narediti, če se želiš udeležiti tega preizkusa domače rujne kapljice, je, da plačaš 20 €, dobiš kozarec in potem in načrt seveda in potem greš na nepozabno sobotno popoldne. In zdaj sem tu, pa bom malo poprašal obiskovalca. Aha, tu vidim dva gospoda, pozdravljeni, dober dan. Pardon, reporter Milan. Ja. Zdravo, ste prišli? Ne, ti si prišel. Ja, no, na dan odprtih vrat. Ja, normalno. Kak pa je vino, kaj? Ja, kupi si kozarec. Sigurno ti nem davo, kaj misliš, meni Lizo? Ne, pa kupi si kozarec 20 €, Pa samo vprašam, Ja, no. ti vprašaj, tu vsi sprašujejo. Kupi si pa gledajo. Pol jih tak pride pa gleda, kje odložiš kozarec, pa te ga cukne. Jaz sem si tak zelo masel spodaj označil. To me najbolj razkuri to za stonkarje, res. Zemljevid je dovolj jasen, se znajdete? Pic smo prišli, se ni orientacijski pohod, se greš tam, ko grejo drugi. Kaki zemljevid, ne, kaj te imam še naj vse v roki. Joža natoči, v dvojko. Kaj? V dvojko natoči traminca. A to imate označeno, ko ste rekli dvojka je vaš kozarec? To mama mi dva, ti pravim. Samo malo, kaj gospod ima karnistre okoli pasa? Ne, se deri boj tiho. Joža, traminec, dvojke. Kaj? V dvojke traminec, ti pravim. Tukaj imaš bolj zadnji, ne, na levi. Puno vam. Pa kaj si vse v dvojko točo? Kak imaš puno, če smo na 3. točki? Vse si noter mešal. A kaj? Je dobro, pač na zvrst Pa naredil. zdaj tak imaš že vse zmešano, not. Samo malo, kaj tu gospod Jože ima zdaj dejansko okoli pasu zvezane 4 karnistre in vidva ob tem, da probavata tudi točita večje količine? Kaj te govoriš, če smo od komisije, ne, analizo. Kako analizo? Ja, to za vina, ne, samo pač, zdaj, če rečeš, dober dan, mi smo z komisije, dajo najboljše vun. Zdaj pa pač to, kaj ljudsko mi, pa pregledamo v kleti, mislim, ko imamo v laboratoriju. Tako da zvrst naredita pa... Ja, to se je zdaj zmoto, Joža, no. Kak ima analizirala? Pa Ferdo vse zbožere. Kaj? Mislim, Ferdo bo analiziral, ne, podrobno. Dobro je, daj, premaknimo se malo dalje. Sa meni se to vseeno ne zdi vredno, jaz nekako ne verjamem, da sta vidva strokovnjaka, ki analizirata vino. Če v trojki mama, kaj točno? Kaj? To ti desno, spredaj, kanister. Renski rizling. Kaj pa laški? Pa valjda naš laškega, točo. Če ga tako vse posod dobiš. Zakaj pa še petata v bistvu? Sauvignon je, zato, ker moramo pač tako, da smo navadna, v bistvu pa analiziramo, ne. Bolj imamo dalje, ne. Kaj mi pomagaš že renskega odhaklat? Joža, kak si nerodno. Pa dobro, pa kaj bi rad, ti samo piješ, mene si pa nabasa, tu ko božko buha, hodim okoli. Dobar dan, pardon, zdaj da smotim, kaj imate vi tu okrog pasa? Jaz nimam nič. Če vidim tu, ko imate okrog pasa kanistre, kaj vi vino kradete? Franca, pomaga mi. Pa kaj si ti, no? Pa kak vas ni sram? Tuj, za 20 €. Tu se kmetovalci trudijo, pa to vinogradniki, da pridelajo. Pa kak te ni sram, lopov? Franco, kaj te s tabo, kaj si normalen? Če pa to gospod Jože, če ste z njim vi prišli v bistvu. Kak je zdaj to, kdo je prišel? Ona dva sta skup. In on mu pravi, kam naj toči, jaz njih tak že gledal. Kiri kanister not naj toči, ono pa, dajte policijo pokličati, gospane boljše. Ja, dajte, ja. Jože je on, ja. To pa je tudi... Ja, dajte zaradi, ja, ker... Ja, kar pokličemo. Ja, dajte, ker poklicate. Leta lopova, da vas sramni. Dobro, bomo poslušali posnetek kasneje, ko pridejo možje postave. Do naslednjič ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.